vedro ledene vode je bila pred 10 leti znana viralna akcija ozaveščanja in spodbujanja donacij za raziskave ene najtežjih bolezni, kar jih poznamo. In sicer amiotrofične lateralne skleroze, ALS. Takrat so številni prvič slišali za to bolezen. Danes, 21. junija, po celem svetu praznujemo dan, ki je posvečen tej neozdravljivi bolezni. ALS uničuje živčne celice, ki so potrebne za osnovne funkcije, kot so hoja, govor in požiranje. V Sloveniji živi približno 150 bolnikov s to boleznijo, med njimi tudi Franci Špendal. Francijevo mirno družinsko in dejavno športno življenje je prekinila nenavadna bolečina v prstih na roki. To se je začelo 2010, sem opazil, da mi dva prsta sta brez moči in sem mislil, da so to krpalni kanali. Pred 2010, ko nisem mogel ne trenirati, ni bilo ne regeneracije in bolj, ko sem treniral, slabih je bilo. In potem sem šel za pregled teh krpalnih kanalov in so videli, da pač to ni, da je še nekaj drugega zraven. In potem na osnovi te magnetne resonance so ugotovili, da imam zdrs dveh diskov, ker sem pri smučanju enkrat padel in so mi ti diski zdrsnili in so rekli, to je verjetno to. Tle so mi prerezali, vstavili vratna vretenca od te implantante in smo mislili, da je to rešeno. Sam pa mi je pa 2010 mi je na palcu izginil ta tetivo, ta tener. To je bilo v 2-3 mesecih. Pa sem pa še naprej, so bile te preiskave, pač po operaciji roke so se umirile, ampak prvo je šla leva roka, prst, mišice, ramenske te mišice, pa je šlo na drugo roko, tako da je to 5 let približno trajalo, da so te mišice začele pač atrofirati. In potem s tem je bilo kao, da je to mišična atrofija ali pa distrofija. Takrat sem se pa vključil v ta društvo Distrofiko tudi. Pa sem tam, veliko nas je podobnih, ampak vsak ima eno posebno zgodbo. Potem je pa to začelo na noge. Sem pač prišla do tega, da je to neozdravljivo. Tako da sem potem prišel do vozička pa teh zadev, pripomočkov, tako da me je to olajšalo. Franci je najprej dobil različne diagnoze, preden so mu diagnosticirali bolezen ALS, o kateri takrat ni veliko vedel. Vseeno se je moral hitro prilagoditi njenemu naglemu napredovanju. Bolezen ALS prizadene motorične živčne celice, to so tiste celice, ki nadzorujejo gibanje. Celice imamo v možganih, potem pa te celice pošiljajo odrastke oziroma povezave preko hrbtenice, preko hrbtenjače do vseh mišic v človeškem telesu. In bolezen ALS je bolezen, pri kateri te celice nehajo dobro delovati in postopno propadajo. Vemo, da ima bolezen lahko genetsko ozadje, vemo pa tudi, da je kar en delež ljudi, pri katerih pa ne najdemo posebnega vzroka. Sklepa se, da so morda tudi neki določeni sprožilci iz okolja, ki bi lahko prispevali k temu, da se bolezen začne ali pa da sploh nastane. Ne glede na to pa je bolezen ena od najtežjih bolezni, ki jih poznamo ne samo v nevrologiji, celo najbrž lahko rečemo v celotni medicini. Bolezen bolnikom prinaša izjemno veliko izzivov, ki jih upravičeno težje sprejemajo, in eden teh je zagotovo neozdravljivost.
Prav viralna akcija Vedro ledene vode je pred približno 10 leti pripomogla, da so se začele kazati prve rešitve. Pri bolezni ALS je v Sloveniji obolelih okoli 150 in to, da je neka bolezen redka bolezen, pomeni, da je lahko, če ne vlagamo dodatnega truda in denarja, takšna bolezen zapostavljena, ker je malo tistih, ki to bolezen imajo in se seveda temu primerno potem tudi sredstva za raziskovanje, za zdravljenje v manjši meri takšnim boleznim in bolnikom namenjajo. No, pri bolezni ALS je prišlo do kar velikega preobrata pred približno 10 leti, ko so oboleli sami začeli z veliko akcijo ozaveščanja o bolezni, pa hkrati tudi zbiranje denarja prav za raziskave, da bi se na nek način izboljšalo to raziskovanje, prepoznavanja vzrokov in podobno. In takrat so sprožili takšno viralno akcijo s polivanjem z vedrom ledene vode. In s takšno akcijo so postoterili sredstva, ki so bila na voljo za raziskovanje in tudi zares omogočila nekaj, lahko rečem, kar odmevnih raziskav genetskih vzrokov, ki so potem v končni fazi tudi pripeljale do teh prvih rešitev, prvih zdravil, za katera menimo, da bojo kar precej učinkovita. Francija je bolezen v nekaj letih priklenila na voziček, ki ga lahko upravlja le še z usti. Kljub temu je zadovoljen s tistim, kar mu življenje ponuja. Najraje se z družino odpravi na potovanje. Zdaj v bistvu malo migrena dihala, tudi to apnejo imam ponoči, včasih se ustavlja dihanje in imam tudi aparat, tako da čez dan je v redu. Požiranje se je tudi nekako še ustavil, tako da lahko jem, da ni potrebna stomak, ker smo že tudi to premenevali naprej. Tako da, ja, zaenkrat je kar, je v bistvu biti čim bolj aktiven pa pozitiven, ker tle, kot sem rekel, tudi in sin in žena in to deluje. Sem tudi prišel do vozička, kupili smo kombi, tako da se sam noter zapeljem, ne da se to preklada, pa ker to je cela logistika, izgleda čisto enostavna, ampak traja. Tako da, ker tudi veliko potujemo, zdajle gremo tudi na morje in imam tudi rehabilitacijo v Dva Topola. Pa Križanec gremo, tako da smo kar, me vozijo kot mačka okrog. Meni je v bistvu, da nekaj šibam. Bolniki z ALS so brez zdravila in hkrati bolezen postopoma in dokaj hitro napreduje. Podaljševanje življenjske dobe bolnikov z ALS ni najbolj optimistično, so pa na srečo tudi svetle izjeme. Pogledamo potek pri vseh tistih, ki so oboleli za boleznijo, in te povprečne vrednosti seveda niso najbolj optimistične, govorijo o tem, da je na primer preživetje od začetka težav v povprečju okoli 3 leta. Ampak znotraj tega povprečja se skrivajo pač tudi tisti posamezniki, ki pa lahko tudi desetletja s tako boleznijo živijo. Vsi poznamo najbolj slavnega bolnika s to boleznijo, Stephena Hawkinga, ki je bolezen dejansko imel več kot 50 let. Francijevo sporočilo na svetovni dan ALS je v bistvu zelo preprosto, hkrati pa zelo prodorno. Z družino stopati skupaj in iti naprej. Pač moraš pozitivno vzeti, nekaj iz tega vam potegniti in to. Smo šli naprej. Tako da pogovarjati se, poslušati se, to je bistvo. Jaz sem srečo, da imam take in hčerko in sina in žena, tako da smo si ustvarjali eno celico, tako da smo rekli, moramo funkcionirati, ker drugače se nam bo vsem zmešalo.
pač ne veš, ali kaj se dogaja, kakorkoli, ampak ja, nekako smo skupaj stopili in si pomagamo in mi pomagajo. Pa je ta asistenca, pa mislim pomaga, tako da je šlo kar nekako furamo. Krajši cilji, ampak tistimo boljši. ALS se v medicini opisuje kot eno najtežjih bolezni. Zato je svetovni dan posvečen tej bolezni izrednega pomena, da se tako poziva k ozaveščanju o tej bolezni in odkrivanju zdravila zanjo. Bolniki sami iščejo rešitve, kako se soočati z ALS. Franci je bolezen vzel v svoje roke in zanjo odkril zdravilo, ki mu pomaga. Ne osredotoča se na omejitve, temveč išče načine, kako še vedno uživati v življenju, se pravi, živeti.